Pozdravljeni. Zopet je prišel čas za moj oseben komentar tistih novic, ki so se pojavile v svetu Formule 1 v preteklih dneh. Tudi tokrat 4 različni sklopi in seveda, vkolikor vas zanimajo originalni članki, katere navajam v posameznem sklopu, so vse bližnjice navedene v opisu, kot običajno. In kot običajno najbolje, da kar začnemo, da ne bomo predolgi. Pred dnevi smo lahko izvedeli, da je imel Adrian Newey tukaj resno nesrečo s kolesom. O tem smo lahko brali na spletni strani Planet F1 16. oktobra, ampak tudi na italijanski verziji spletnega portala motosport.com 18. oktobra. Padec naj bi bil dokaj hud, kajti Helmut Marko je dejal, da je bil Adrian Newey odsoten več tednov iz svojega delovnega mesta. Sedaj je z njim skoraj vse v najlepšem redu in lahko pripomore svojo genialnostjo k razvoju modela RB16B. A zanimivo je, kako so se pri Red Bullu zvili v tančico skrivnosti, ko se je nesreča pravzaprav zgodila. Dokler ni bilo vse v najlepšem redu, mi nismo vedeli skorajda nič. A na ta padec Adriana Neweya lahko navežemo kar nekaj zanimivih anekdot. Prvič, isto iz njegovega življenja, namreč v biografiji How to Build a Car je povedal, da z dvokolesniki pravzaprav nima prevelike sreče. Z motociklom je padel in to pred očmi tako Franka Williamsa kot Patricka Heada, ko je bil še zaposlen pri ekipi Williams. In seveda, po njegovih navedbah je Frank Williams samo povzdignil oči ter nekako zaukazal tajnici, naj mu od plače odbije tista ekipna oblačila, ki jih je uničil pri tem padcu. A tudi na začetku sezone je imel Fernando Alonso tukaj resno kolesarsko nesrečo, ki pa ni pustila kakšnih dolgotrajnejših posledic. Po drugi strani se moramo pa spomniti tudi Tota Wolffa, ki je pa imel kar nekaj časa roko vpeto ob telo, kajti zlomil si jo je ob padcu s kolesom. Sedaj imamo lahko več razlag, zakaj do tega prihaja, ampak konec koncev kolesarstvo je tudi nevaren šport in marsikdo v svetu Formule 1 se bo moral začeti zavedati, da s takim dejanjem lahko pride do poškodb oziroma dolgotrajne odsotnosti. A vseeno videli bomo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Mi pa pojdimo raje k drugemu sklopu. Prihajajoča velika nagrada Združenih držav Amerike kot običajno pripelje na dan ene in iste tematike. Letos smo lahko na primer na spletni strani motosport.com 18. oktobra in dan kasneje na Planet F1 prebrali izjavo na primer Danike Patrick, katera dobesedno sponzorira Coltona Herto kot bodočega ameriškega voznika v Formuli 1. Vsi trdijo, kako je potrebno dati ameriškim voznikom neko priložnost v svetu Formule 1 in navaja se kot argument tudi serijo Drive to Survive, kot da bi imelo to kakšno zvezo. A zanimivo je nekaj drugega. Vozniki z licenco Združenih držav Amerike so v veliki krizi. Če pogledamo samo rezultate
letošnje serije IndyCar, bomo kaj hitro ugotovili, da vse naslove so pobrali tujci. In govorimo o naslovih, kot so tudi tisti vezani na najboljšega novinca, na zmagovalca dirke za 500 milj Indianapolisa in tako naprej. A kar naenkrat Colton Herta je tisti, ki bi si nekako zaslužil biti v Formuli 1. Čeprav v svoji karieri, ki je izjemno kratka, ni bil niti v eni izmed tistih kategorij, ki pripravljajo voznike na prestop v ta razred. Govorimo o Formuli 3 in Formuli 2. Spomnimo se samo, kakšne težave ima na primer Yuki Tsunoda, ki je imel izjemno skrajšan program v teh minornih formulah. In mnogi pozabljajo na primer na primer Sebastiana Bourdella, ki je bil izjemno dober v ameriških serijah, potem ko se je tja priselil iz Evrope. Ko se je vrnil v Formulo 1 v skuderijo Toro Rosso, še zdaleč, da bi dosegel tisti nivo, na katerega je bil navajen v Združenih državah Amerike. In imamo približno v istem obdobju zanimivo novico, ki jo povzemam po spletni strani Reutersa 18. oktobra. Patricio Peto O'Ward bo v Abu Dhabiju testiral za ekipo McLarena. Seveda v IndyCarju vozi tudi za McLaren in to bo neke vrste nagrada. Daleč od tega, da ga lahko vidimo v bližnji prihodnosti voziti za ekipo iz Wokinga, vsaj tako je moje osebno mnenje. A Peto O'Ward ima neko lastnost, ki verjetno ni všeč Daniki Patrick. Namreč ni Američan, temveč Mehičan in treba je pripeljati Američane v Formulo 1. A toliko o tem, kako se rasizem lahko razume tako in drugače v svetu motošporta. Po mojem osebnem mnenju, če je nekdo hiter, je pač hiter ne glede na tisto zastavico, ki se ponavadi nahaja na spodnjem delu ekrana pri prenosi. A vsi ti govori Danike Patrick in ostalih, recimo temu poznavalcem, me malce spravljajo v slabo voljo. Namreč, kje so bili? Nekje tam okrog sezone 2015, ko je bil v Formuli 1 prisoten Alexander Rossi. Voznik, ki je testiral za razne ekipe Formule 1 od sezone 2012 in ki je bil prisoten v minornih formulah. In seveda, ameriška zastava je bila na njegovi zaščitni obleki in je še danes, ko se meri v Formuli IndyCar. In to, da bi Alexander Rossi bil primeren kandidat, nam pove že njegova zmaga na dirki za 500 milj Indianapolisa v sezoni 2016 v njegovem prvem poizkusu. A ne, o tem ne duha in ne sluha. Zgleda, da se nekako pelje neko zgodbo naprej, samo zato, ker se približuje velika nagrada Združenih držav in ker bo Danica Patrick v tisti ekipi, ki bo komentirala to dirko. Mnogi izmed vas ste lahko zasledili novico, da Petronas ter Mercedes postajata skupaj v svetu Formule 1, kot da bi nekdo dvomil. In o tem smo lahko brali na spletni strani GP Fans, naprimer 17. oktobra, na že citirani italijanski verziji motorsport.com dan kasneje 18. oktobra. A nekdo je spravil v svet motošporta novico, da se bo Petronas konec sezone umaknil, namesto njega naj bi pa nekako skočil na rampo. A marsikdo verjetno ne razume, da dobavitelj goriv in maziv ni samo oni, ki plača določeno vsoto denarja, da so njegovi napisi tam na samem bolidu. Svojo tehnologijo skrbi za to, da ekipe imajo prvovrsten material
In verjeli ali ne, na mazivih se lahko pridobi ogromno število konjskih moči s tem, da se zmanjša trenje ter izgube. Kar nekdo, ki nima izkušenj na tem področju, ne more vstopiti v tako kompleksen svet, kot je Formula 1, še posebej ne v tej eri, ko imamo električno hibridne prisilno polnjenje pogonske sklope. In sedaj, pogodba, ki so jo podpisali Mercedes in Petronas, je bila ratificirana leta 2019. Trajala naj bi do konca sezone 2025. A marsikdo je malce pomešal zadeve. Petronas se umika iz sveta motošporta, iz MotoGP-ja. To še ne pomeni, da se bodo umaknili iz sveta Formule 1. Aramco si pa na vse kriplje trudi pridobiti prostor v vseh kategorijah in tako postati nekako globalna znamka. A od želj do realizacije je še dolga pot, zato menim, da ni prav pametno nasedati prav vsakim govoricam. Organizator velike nagrade Savdske Arabije je ekipam ter spremljevalnemu osebju poslal dopis. O tem smo lahko brali v raznih virih, sam navajam Essential Sports z dne 18. oktobra. V tem dopisu je bilo točno določeno, kako se bodo moški ter ženske morali obleči v prihajajoči veliki nagradi. In to je sprožilo dobesedno val polemik. Mnoge navdušence je razburilo, a marsikdo je pozabil, da Formula 1 prihaja na arabski polotok v države, kjer so običaji in kultura bistveno različni od tistih, ki jih imamo na primer mi v Evropi. In vedelo se je že pred tem, kaj lahko pričakujemo. In kolikor komu izmed vodilnih ta navodila niso všeč, zakaj se je potem organiziralo veliko nagrado v takem delu sveta? Kolikor Formula 1 prihaja v goste na neko področje, se po mojem mnenju mora držati lokalnih pravil ter običajev. Zato v tem ne vidim nič čudnega. Ne moremo zahtevati, da se bo delalo izjeme, zato ker prihaja Formula 1 in ker je nekaj tako posebnega. Kolikor Formula 1 želi imeti veliko nagrado, se bodo pač morali tisti, ki bodo prišli, prilagoditi. A meni osebno ni všeč nekaj drugega. V raznih virih vsi govorijo o tem kodeksu oblačenja. Noben se pa ni vprašal, v kakšni fazi je izgradnja proge. Kolikor gre verjeti določenim virom, so v velikanski zamudi. Ogromno objektov niso niti še začeli graditi, govorimo o pedoku. Tako da prihajajoča velika nagrada Savdske Arabije je pod velikim vprašanjem, ampak ne zaradi kodeksa oblačenja, temveč zaradi proge. Zgleda, da je ta okrožnica bolj namenjena preusmerjanju pozornosti kot resno dajanju nekih koristnih navodil. In kot običajno so mnogi viri zgrbili za to priložnost, brez da bi se vprašali, kaj se pravzaprav dogaja v ozadju. A to je zgodba, katera nam je že dobro znana. Upam, da bodo do datuma same dirke odpravili vse pomanjkljivosti in zgradili progo tako, kot je treba. A do takrat je še kar nekaj časa, zato bomo skupaj videli, kaj se bo zgodilo. A to je bila danes tudi zadnja novica v našem hitrem komentarju. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.